Domžalčani so po pokalnem izpadu gostovali pri nogometaših Rudarja v Velenju. Tokrat so pričakovali novo zmago in 3 točke, kajti borijo se za visoka mesta Lige Evropa. Tole pa je že vratnica Horvata, ki je iz prostega strela stresel le okvir gola. Še napad za Domžale in takole strel proti golu. Repas je streljal, Radan je tokrat žogo odbil v kot. Po napaki v domžalski obrambi je sam proti vratom stekel Mario Babič, napadalec Velenja, in takole streljal proti vratom Maravala, ki je bil na pravem mestu. Še zadnja akcija prvega polčasa in po napaki v velenjski obrambi je Jan Repas zabil prvi gol med prvoligaši in takole je kronal svoje dobre igre v tem drugem delu prvenstva. Na zadnjih tekmah je dobil nekaj več priložnosti in izkoristil napako v domači obrambi. Naslednja akcija, kombinacija Velenjčanov že v drugem polčasu, mimo vrat Lotrič. Strel za Domžalčane, lepa žoga proti Manceju, ki je bil sam pred vrati, že premagal Radana, ampak rešila je velenjska obramba. Potem pa napaka v domžalski obrambi in izenačenje na 1:1. Pravi fliper pred vrati Maravala. Babič je bil na pravem mestu in je z glavo izenačil na 1:1. Izid je bil poravnan, do konca tekme pa je ostalo slabe četrt ure igre. Najprej kombinacija za Rudar, žoga pred vrata, kjer je bil najvišji Prašnikar. Streljal je mimo gola in potem še zadnja minuta tekme, preigravanje na desni strani, žoga pred vrata, Masimov je streljal, odlična obramba, je bila to Radana, žogo pa je mrežo pospravil Antonio Mance, ki je zadel za 1:2. Izjemna forma Manceja v tem drugem delu prvenstva, zabil je še en gol, tokrat za veliko zmago Domžal, za pomembne 3 točke na gostovanju pri Velenjčanih. Domači so poskušali v sodniškem podaljšku, ampak tale strel Grgiča ni bil dovolj natančen, ostala je pri 3 točkah rumenih. Rudar Domžale na koncu 1:2 v zaključku prvega in tudi drugega polčasa so gostje zabili 2 gola za nove 3 točke. Ja, res je, danes smo odigrali dobro tekmo. Jaz mislim, da smo si zaslužili vsaj piko, če ne že zmago. Jaz bi pohvalil fante, po 4 zmagah smo danes tudi hoteli zmagati. Imeli smo svoje priložnosti, mogoče smo dobili 2 prelahka zadetka, ampak čestitke Domžalom za zmago, mi pa, če bomo tako igrali, ne bo problema naprej. Ja, obdobje, ki je za nami, je bilo izredno težko in smo v situaciji pred tekmo bili nekako upepeljeni in so danes fantje iz tega pepela se pobrali, naredili ta prvi pomemben korak k našemu končnemu cilju in so dokazali, da nismo mrtvi. Za nekatere smo bili že mrtvi, ampak danes so fantje odgovorili, da temu ni tako in upam, da bodo na ta način odgovarjali še naprej. In zmaga mora biti pripisana samo njim, ker so danes res na igrišču z eno ogromno željo in tudi po prejetem zadetku, ko bi moralo vse logično peljati k temu, da še propademo dodatno, so se pobrali in dali tisti zmagovalni zadetek in zaradi tega je en velik ponos in velik aplavz njim.